Hvala lepa. Tole priložnost pa se že iz začetka opravičujem, ker bo tole predavanje malo drugačno, kot se ga mogoče kdo pričakuje, da bom govoril o Triglavskem narodnem parku, o tem, kar drugače Slovenci zelo dobro, več ali manj zelo dobro poznamo. Jaz sem se pa odločil, da bom mogoče malo osvetlil, zakaj sploh delamo vztrajno, zavedno in nezavedno v današnjem času, v sodobnem času, razliko med človekom in naravo. Že moj naslov, Triglavski narodni park, kjer se srečata narava in človek in narava, nekako to poudarja. In iz tega odnosa do narave, ki ga je človek skozi zgodovino razvil, bom skušal napeljati, zakaj imamo sistem varstva narave v Sloveniji, kakršnega imamo, in zakaj imamo tudi tak narodni park, ki vključuje tudi človeka v del varstva narave. Tako kot je v začetku direktor zelo dober uvod naredil in potem Majda naprej tudi malo osvetlila ta filozofski pogled, jaz ga bom pa nadgradil. Verjetno se vsi strinjamo, da je dolgoročno lahko samo en etično utemeljen odnos do narave zagotavlja njeno zaščito in ohranitev. In to istočasno pomeni, da tudi za človeka. Človek je del narave, ampak vedno znova govorimo posebej o človeku in naravi. In verjetno tudi splošna javnost, pa tudi mi, ki delamo v zarovanih območjih ali pa v naravovarstvu, si nekako predstavljamo, da v naravovarstvu morajo pa delati v bistvu sam ljudje, ki prihajajo iz naravoslovnih ved. Biologi, geologi, geografi, gozdarji in tako naprej. In da je to neka znanstvena sfera, ki pokriva samo to področje. In pozabljamo, da je naravovarstvo družbeni konsens, da se je človek odločil zavestno, da bo naravi podelil neko vrednost, nek pravni status in ga potem tudi zagovarjal. In zato je pač pomembno, da v naravovarstvo vstopajo tudi družbene vede, stroke iz družbenih ved, in danes je pa žal tako, kar poznam je sistem varstva narave v Sloveniji, da je več ali manj ljudi iz nekih družbenih ved, iz strok sploh ni. Ali pa jih je zelo malo. Mi iz naravoslovnih ved, pa nekega znanja v komunikaciji, v tem, da prepričaš ljudi, zakaj nekaj varuješ, zakaj je pomembno varovati naravo, zakaj je pomembno varovati eno določeno vrsto in tako naprej, pač nimamo teh znanj. Na splošnem se verjetno tudi vsi strinjamo, da imamo radi naravo. Imeti rad naravo je čisto drugače, kot imeti nek pravi odnos, etični odnos do narave. To verjetno razumemo, da je čista razlika. Ker imeti rad naravo, to pomeni pač rad hodim v naravo ali pa imam sam za nek prostor svoje rekreacijske dejavnosti, športnih udejstvovanj in tako naprej. Nimamo pa razvitega resnega pravega odnosa. In tole je en tak slajd, ki zelo dobro ponazarja ta uvodni del, o čemer bom jaz danes govoril skozi tole predavanje. Gus Spet je en sicer pravnik, pa tudi znanstvenik, ki je zapisal tole misel nekoč. On je bil prepričan, da so glavni okoljski problemi sveta podnebne spremembe, potem izguba biodiverzitete, pa ekosistemski kolaps. In je verjel, da v enih 30 letih dobre znanosti se lahko te področja naslovijo in rešijo. Žal je bil v zmoti, ker glavni okoljski problemi so sebičnost človeška, so apatija, so požrešnost in tega pač znanstvenik ne zna rešiti. Treba je sprememba v odnosu, treba je nekako družbeno spremembo ustvariti, ne samo na področju naravovarstva, ampak odnos do narave pripeljati vse pore življenja ljudi. Kakšen odnos do narave imamo? Verjeten povprečni človek sodobnega civiliziranega sveta bo znal povedati vse tele levo, pa malo bi jih mogel posodobiti, ki so ene že stare, desno bi pa verjetno bilo zelo malih, ki bi znali povedati, kateri listi od katerih dreves so. In ta odnos, pa današnji način življenja ima za posledico tisto, o čemer je bilo tudi prej že nekaj povedanega, prekomerno izkoriščamo naravne vire, prekomerno obremenjujemo življenjsko okolje, zmanjšujemo biodiverziteto,
pa pač podnebne spremembe nas skozi nekako držijo v enem šahu. In kako bomo sploh preprečevali te posledice, če se bo še vedno nadaljevalo? Se pravi, se bo povečalo število prebivalcev, gospodarska rast bo skozi rasla, urbanizacija je napovedana do leta 2050, da bo 70% ljudi živeli, vemo, kaj pomenijo mesta za pritisk na kmetijsko, intenzivno in naravo in tako naprej. In pa skozi izboljševanje materialne kvalitete življenja. Že Gandhi je kar dosti nazaj rekel, pač, da ima zemlja dovolj za naše potrebe, ne pa za našo požrešnost. No in človek je nekako skozi 20. pa 21. stoletje hotel najti neke rešitve glede tega odnosa, ki ga ima do narave, do okolja. Hotel je uveljaviti trajnostni razvoj, pa ne vem, če nam glih dobro ratuje. Imamo cel kup nekih tehnoloških rešitev. Ravno zdaj smo v eni dobi, kjer nam umetna inteligenca še ne vemo, kaj nam bo prinesla, ali dobro ali slabo. Mnoge tehnološke rešitve so mnogo dobrega prinesle, so pa žal naredile tudi res ogromno škode okolju, naravi, pa tudi človeku. Ali pa je potrebna neka sprememba, družbena sprememba, ampak neke alternative kapitalizmu se ne vidi. Zraven je pa potrebno verjetno razmišljati, kako spremeniti odnos do narave, do katerega mogoče malo današnji človek misli, da ga že imamo dobro razvitega, pa ne vem, zakaj še vedno potem imamo izgubo biotske raznovrstnosti, zakaj so podnebne spremembe taka grožnja in tako naprej. Kako priti iz ego v eko, kako rdeč tale vrhnji del te piramide spraviti v en krugotok, v sobivanje človeka z naravo. Do 20. stoletja se je človek bolj ali manj ukvarjal z medčloveškimi odnosi. Šele potem, ko je sam dojel, da je že veliko škode naredil za industrijsko revolucijo, najprej svojemu življenjskemu okolju, bolj malo je v začetku razmišljal, da je to tudi naravi naredil, je potem začel razmišljati o tem, da bi pa vzpostavljal neka območja na zemlji, kamor ne bi preveč posegal. In to je bil čas, ko so se začela razvijati prva zavarovana območja po svetu, to je bil čas konec 19. stoletja, ko so se razvili prvi narodni parki na svetu, v Ameriki. Žal že takrat z neko tako antropocentrično mislijo, da narodni park ustanavljaš predvsem zaradi tega, da se lahko v njej rekreiraš, ali pa da spoznavaš naravo, kar je v bistvu en tak pozitiven vidik tega. No in človeku se je v bistvu od 16. stoletja naprej so se zgodile ne take 4 večje prelomnice, ki ga je kar dobro pretreslo. Najprej Kopernik odkril, da pač človek ni središče vesolja. Do takrat je mislil, da je človek središče univerzuma. Darwin je povedal ali pa dokazal, da je človek bolj kot Bogu podoben opici. Freud je pa dokazal, da človek ni edino bitje, ki poseduje razum in da nas najbolj zaznamujejo iracionalne sile. To je bilo za tisti čas res, to so bili kar veliki šoki. Potem je bila pa še ta ugotovitev, da nafte ni za, ne vem, stoletja in tisočletja, zemeljskega plina ni, da so surovine omejene in tako naprej. In to je pač neka grožnja, ki nam pa sedaj visi in tudi povzroča, da nekako začenja človeštvo razmišljati o nekih drugih virih, sončni in tako naprej, skratka, ki bi nam lahko prinesla nekaj dobrega. In realna grožnja je danes ekocid, skratka, da propade človeštvo, zato ker smo tako visoko tehnološko razviti. Govorimo o tem, da imamo atomske bombe, če se en spomne, da jih sproži, skratka bomo imeli težavo, zgleda, da imamo težavo z... Ja. Skratka, tako visoko smo tehnološko razviti, da je lahko resnična grožnja, da se nekaj pač celemu življenjskemu okolju na svetu zgodi. In kako pa preprečiti, da se s tem, ko mislimo, da imamo nek odnos do narave, da vsako sekundo ne bi izginil hektar gozda na svetu, 1000 ton rodovitne prsti in zraven dodamo še 1000 ton odpadkov na zemljo.
kako se tega lotiti, da do tega ne bi več tako prihajalo. Ne. In zanimivo je, da tisto, kar je človeštvo ali pa človeku na individualni ravni prinesel veliko dobrobit. Naša življenjska doba je v zadnjem stoletju porasla, veliko bolj zdravo živimo, veliko bolj komfortno in vse, kar prispeva človeku na individualni ravni neko kvaliteto, pomeni na globalni ravni lahko smrtno nevarno za preživetje. Pač govorim o podnebnih spremembah in o tistem, kar že prej, o izgubi biodiverzitete. Skratka, potreben je neka sprememba odnosa do narave. Kako se razvijati, da bodo odločitve, ki jih sprejme človek, ne samo dobre za nas, ampak dobre tudi za naravo. Človek je prvič odnos do narave spremenil takrat, ko je začel mesta graditi. Takrat se je obdal 4 stenami, takrat je izgubil stik z naravo. Če ti ne greš v naravo, se tudi danes veste, če ne greš, ne moreš vzpostaviti odnosa do nje, ne moreš jo spoštovati in jo ne moreš varovati. Skratka, si apatičen do tega. Zato je pač se že takrat začel izgubljati ta odnos do narave in naravo je začel človek gledati kot objekt, kot surovino, nekaj sam, kar mu omogoča razvoj, nima pa nobene vrednosti. Ne samo to, da je človek civilizacijo, kulturo začel razvijati v mestnih okoljih, tudi skozi religijo je človek začel spreminjati odnos do narave. Religija je ena taka simbolna forma, ki človeka spremlja skozi celo zgodovino. Človek se je vedno počutil malo drugačen od narave, zmeraj se je počutil nepopoln. Z religijo je pa skušal z religijo se je pa pomagal, da bi prišel do te popolnosti, svetosti. In res je zanimivo pogledati, kako imajo različne religije tudi različen odnos do narave. In to pomembno vpliva tudi na to, kakšnega imamo danes. Samo na hitro, samo toliko, da se malo spomnimo, 30 000 let nazaj je človek živel z religijo, ki se je imenovala totemizem. Takrat je bil najbližji naravi, ni imel še mest in takratni človek je v bistvu verjel, da je medved, volk, da so to njegovi predniki, dobesedno, čist tako je mislil. In s totemi, ki so bili medvedi, volkovi, je nekako vseeno malo pa začutil, da ni čist tako, no, in je s totemi to razliko premeščal. Aboriđini so taki za primer, ki imajo še danes pač v čist drugem svetu, oziroma so bili ljudstva, ki so imeli to totemsko religijo. Potem je to prehajalo v ciklične religije, kjer se je človek že čutil zelo malo bolj oddaljenega od narave in je vsako leto skozi obrede, skozi darovanja se potem skušal nazaj povezovati. Judovska religija je pa potem prešla iz mitične zavesti v logično zavest. In sveto se ni več udejanjalo v predmetih, obredih, ampak v besedi. Bog ni imel več nobene podobe, je čisti duh. Je pa pomembno, da se je začela pa razvijati odgovornost. Skratka, kako jaz ravnam, tako potem sledi naprej, kaj bo po življenju in tako naprej. Če pogledamo na vzhod, se je pa budizem že pred krščanstvom je pa razvil Buda eno tako lepo, preprosto etiko, ki pa temelji ne samo ljubezni do sočloveka, ampak do vsega. In budizem je med velikimi religijami ima najbolj razvito etiko odnosa do narave. Hinduizem je nekako nadgradnja cikličnih religij, verjame v ciklično obnavljanje življenja, v reinkarnacijo in podobno kot judovska religija ima razvito odgovornost, skratka, kako jaz zdaj ravnam, se mi kaže v naslednjem življenju, pa tudi na celotni karmi vsega. No, potem se je pa religija nekako prehajala v metafiziko, to je bilo pa v stari Grčiji, kjer so filozofi, znanstveniki začeli svet pa razlagati razumsko. Vse so si hoteli razložiti, začne se uveljavljati pojem svobode in pa odgovornosti, s tem pa nesluten razvoj. Zato, ker delo je začelo pomeniti vrednoto, začne se kopiti bogastvo in
ker pač človek ni nikoli zadovoljen, ga skozi več kopič in danes smo popolnoma v takem metafizičnem svetu, danes se celo svobodno odločamo, katero religijo bomo vzeli. Poleg religije pa pač nas skozi, ko se je družba razvijala, spremljajo neki družbeni sistemi in zanimivo je pogledati za nazaj, ali je kdaj v prejšnjih stoletjih človek imel nek tak etičen odnos do narave, a je kdaj dal naravi neko vrednost. In med 13. in 18. stoletjem je par primerov, ko so se sodniki skoraj odločili, da dajo vrednost naravi. En tak lep primer je bil, ko je sodnik, ko se je pritožil en kmet, da mu je v vinogradu nek hrošč naredil škodo, je sodnik svojega sluga poslal v vinograd, da ne naroči hrošč in da ne pridejo na sodno obravnavo. Ampak pač niso prišli in je potem sodnik odločil, da jih je treba odstraniti z kemikalijami. Skratka, potem se pa zgodi en tak ključen prelom in to je pa obdobje razsvetljenstva, humanizma, ki se nam še danes pozna. Pač razsvetljenstvo, vsaj del razsvetljenstva, glavni del je dal človeka na vrh, naravo razvrednotil, pač razsvetljenska kultura je izhajala s prepričanja, da je človek bolj svoboden, bolj je ločen, odtrgan od narave. Tako da pač to so neke stvari zgodovinske, ki so se zgodile, vplivajo na današnji odnos do narave. Nekaj družbenih sistemov je bilo, romantika, pa zanimivo tudi fašizem pa nacizem, ki so nasprotovali temu. Zanimivo je brati, kako je v nacistični Nemčiji, ko je šel vagon krav, se je mogel vsake toliko ustaviti, da so špricali krave z vodo, da jim ne bilo neugodno. No. Zanimivo, ko vemo, kaj pa pač nacizem počel drugi sorodni človeški vrsti. In potem se je pa v zadnjem času so se pa razvijale neke tri smeri odnosa do narave, antropocentrizem, ki ga ni treba razlagati, človek na vrh, vse ostalo podrejeno. Utilitarizem je pa tisti odnos, da v bistvu daš vrednost tistemu delu narave, ki čuti bolečino ali pa neka čustva. Zanimivo, to je tak pristop, ko se ti sušijo luže, v katerih so paglavci pa žabe in te ljudje bi reševali paglavce, ki nimajo skoraj nobene možnosti, da preživijo namesto odraslih žab, ki ima možnost, da se reproducirajo naprej. Skratka, malo nerazumsko. Bolj to čustveno. Skratka, kako so fletne srnce, treba jih je, zakaj jih lovci streljajo in tako naprej. Skratka, to je tak utilitarističen pristop. Potem pa tretja smer odnosa do narave je pa biocentrizem, ekocentrizem, ki je pa pomemben tudi za Slovenijo, ki gre sicer za relativno ideološki pristop, da je treba dati naravi vso vrednost, da je treba vse na isti imenovalec dati. Zakaj za Slovenijo potrebno? Zato, ker je dosti tega biocentrizma pa ekocentrizma že prenešeno in v ustavo in v pravni red sistema varstva narave. Ne glede na to, kar sem povedal, ne glede na današnji čas, ko imamo razvit sistem varstva narave, pa še vedno veliko ljudi, vključno tudi z mano, ne moramo čisto dobro dojeti, da ko varujemo, na primer, pitno vodo ali pa zrak, da to ne delamo samo zaradi sebe, da to delamo tudi za druge vrste. In te spremembe globalne temperature, skozi se sprašujemo, kaj bo to z nami, kaj bo vplivalo na nas. Res tako malkrat pomislimo, kaj je s severnimi medvedi, kaj je, ne vem, z drugimi vrstami, ki v bistvu je pa za njih življenjsko res, so spremembe temperatur, na njih življenjsko vplivajo. Bistveno je, da v odločanju, kaj delamo kot ljudje, ravnamo odgovorno. Vsaka naša ravnanja etično vrednotimo in se odločamo tako, da ne bomo delali nepopravljive škode okolju in narave. Odnos, ki se je razvil skozi zgodovino, družbene sisteme, religijo, glede na območje, v katerem je neka država pač na svetu locirana, se je potem prenesla v pravni red sistema varstva narave. In
tako kot sem rekel, v Sloveniji imamo srečo, da smo imeli tudi posameznike, ki so v 20. stoletju na področju naravovarstva delali, da so prinesli ta ekocentrističen, biocentrističen odnos do narave tudi v pravni sistem, tudi v ustavo in tudi v zakon o varstvu narave, ki je temelj in iz katerega tudi izhaja tisti glavni cilj varstva narave, to je pa njena ohranitev. Seveda je realnost bistveno drugačna. Nekaj je zapisano v pravnih aktih, nekaj je pa realnost. In čeprav vemo vsi, da ima Slovenija res veliko dobro ohranjene narave, veliko varovane in zavarovane narave, ampak smo jo pa vseeno razparcelirali povsem na koščke, dali smo jih neko vrednost glede tudi, kako se mi kot Slovenija razvijamo, in zunaj teh varstvenih območij narava nima nobene besede, ima samo okolje, se pravi človekovo okolje. Tako da ne samo izven teh območij, mi, ki delamo v zavarovanih območjih, vemo, kakšen pritisk je, razvojni pritisk za to, da bi se nekaj tudi v zavarovanih območjih ali gradilo, ali posegalo, ali karkoli izvajalo. In je to težko brzdati, zato je tako pomembno, da pač imamo sistem, imamo službe, ki to počnejo. Naša ustava ima nekaj zelo pomembnega tudi z vidika današnjega simpozija. Ne samo, da govori o ekološki funkciji lastnine, o dolžnostih posameznika države pa lokalne skupnosti, da varuje naravno in kulturno dediščino, ampak da imamo vsi pravico do zdravega življenjskega okolja. To ne pomeni samo človek, da ima pravico. Nikjer ni v ustavi eksplicitno to napisano, da je to pravica vezana samo na človeka. Ampak to pomeni, da je zdravo življenjsko okolje, ima pravico tudi ves živi svet v Sloveniji. To je res pomembno, ker iz tega lahko izhaja, da znamo komunicirati to za vsa področja delovanja v Sloveniji. Skratka, mi v Sloveniji imamo relativno dober pravni red, ustavo, upravno pravo, sistem varstva narave, zakonom o ohranjanju narave, kjer je cilj njena ohranitev, ampak vseeno pač še vedno je sistem varstva narave del sistema varstva okolja. Še vedno ločujemo, skratka, nekaj so okoljski problemi, zrak, voda, komunala in tako naprej, nekaj pa varstvo narave, kjer se pa resnično direktno ukvarjamo z tem, da skrbimo kot ljudje za naravo v varovanih in pa zavarovanih območjih narave. Kaj sploh varujemo? Na eni strani varujemo, recimo temu, neživo naravo, pa čeprav ne rad ta izraz povem oziroma na glas govorim, to so neke naravne vrednote, pa biotsko raznovrstnost, vrste, habitate, se pravi življenjska okolja. Srečo imamo res, pa nisem tega pač tukaj noter dal, da v ta sklop predmetov varstva narave sodi tudi v Sloveniji človek. Namreč Slovenija nima nobene divjine skoraj, razen nekega visokogorja. Povsod je človek že posegal, povsod ga je nekako preoblikoval. In pač imamo tako geografsko lego, da tudi ko varujemo naravo, mi varujemo območje, v katerih človek živi. Zato je za nas naravovarstvenike področje dela v naravovarstvu izredno kompleksno. Zato, ker tam, kjer je človek, ker so naselja, pač se moraš, čeprav se nočeš, pač ukvarjati s tem, zato, ker ti nekdo reče, da se ukvarjal. Pač žival ti nav rekla, da se z mano ukvarja. No in mogoče samo to, da tudi zastopimo vsi skupaj, ker tega to malkrat naslavljamo, kaj so to varovana, kaj pa zavarovana območja. Varovana območja so vsa tista območja, ki jih je človek ovrednotil kot naravovarstveno pomembna. To še ne pomeni tam, da so neki prepovedi. To so vse naravne vrednote v Sloveniji, neka ekološka območja, Natura 2000 območja. To niso zavarovana območja. Zavarovana postanejo šele takrat, ko človek vidi, da je tam pritisk velik, da se bo lahko nekaj zgodilo v tej naravi in jih zavaruje z nekim odlokom, z zakonom, z nekim aktom, ki potem določa nekaj, se pravi, neko mejo tega območja, določi, kdo bo s tem upravljal, kakšni bojo varstveni režimi noter. No in ko to določi, dobimo zavarovana območja v Sloveniji, ki jih imamo 6,
Eno so ožja zavarovana območja, naravni spomenik, naravni rezervat in strogi naravni rezervat, kjer ima narava prednost pred človekom. Imamo pa širša zavarovana območja, to so pa narodni park, regijski pa krajinski park, ki pa vidite, da je trajnostni razvoj za človeka in pa da so to območja, ki so pomembna tudi za obisk, pa prihajajo v to področje varstva narave. No, tole je slika, koliko zavarovanega območja v Sloveniji imamo. Imamo 14% ozemlja Slovenije, ki je zavarovano. To je, če primerjamo z sosednjimi državami, kar veliko. In če dodamo še vsa varovana območja, Natura, ekološka območja in tako naprej, dobimo 40%, malo več kot 40% ozemlja Slovenije, ki je naravovarstveno pomembnih. Zdaj, če se malo oddaljimo, vidimo, da je Slovenija res ena taka zelena, vroča točka. Če se še malo oddaljimo, še bolj dojamemo, da smo nekako s tem zgodovinskim odnosom, ki smo ga gradili z pomembnimi osebnostmi na tem področju, znali nekako povedati, da varstvo narave mora biti vključeno v družbeni razvoj. Če gremo še dalj, vidimo, ki je tamle Slovenija nek na sred, če pa na svetovni ravni, se pa v bistvu tako vprašamo, ja, a tamle v Sibiriji ni nobene dojine ali kaj? Ne, ni res, ne. Tam še ni tako dober sistema varstva narave razvitega. Evropa je pač znala ta sistem vzpostaviti, znala je uveljaviti in zato je pač mogoče Evropa malo bolj takole zeleno označena. Tamle Nemčija nima res neke zelo prvobitne narave, da bi lahko bilo takole zelena, ampak pač zahodni človek zna sisteme zelo dobro upeljevati. Na papir, tako kot sem rekel, ne vem pa, če je resnično vse tako v naravi. Če pogledamo še malo podatkov statistike, to je zelo fajn, kdaj se ozavestiti, ker se premalkrat. Na svetu je 285.000 zavarovanih območij. Skratka, od konca 19. stoletja do danes je človek naredil velik korak naprej, res velik korak. Se pravi, vse tisto, kar je zeleno, oranžno, pa temno modro, so zavarovana območja. Pomeni 17,6% kopnega in notranjih voda sveta, se pravi več, kot je procent zavarovanih območij v Sloveniji. Pa dobrih 8% oceana po obalnih območjih. Imamo pa zelo različne stopnje zavarovanj in upravljanja, zelo podobno, kot sem prej kazal za Slovenijo. Nekaj so neki rezervati, strogi, kjer pač naravovarstvo noče, da bi se karkoli dogajalo tam, razen mogoče kakšnega nadzorovanega obiska. Potem so pa narodni parki, ki so tudi zelo različni po svetu. Ne moreš jih čisto vzporedno dajati, ker eni se ukvarjajo samo z ohranjanjem narave, za primer je švicarski narodni park, ki je skoraj rezervat, potem pa dodajajo obiskovanje skoraj povsod, trajnostni razvoj lokalnega prebivalstva, kulturno dediščino in krajino, pa način življenja, pa tradicionalne dejavnosti ljudi na tem območju. No, potem je pa še ena zelo pomembna, ki imamo srečo, da imamo tudi v Sloveniji, to so pa biosferna območja po UNESCO-vi zaščiti, pa potem še naravni parki, pa krajinski parki, ki je pa prostor za sobivanje narave in človeka. In je to res pomembno, zato da gradimo bodoči odnos do narave pa do ljudi na nekem višjem nivoju, kot ga imamo danes. Če pogledamo zdaj Alpe, tudi v Alpah vidite to razpršenost. Jaz sem enkrat govoril s kolegi iz Prealpi Giulie, z našega kolegialnega parka sosedskega, pa kako lahko enemu normalnemu človeku razložiš, da imamo samo v Alpah, ne vem, 6 različnih stopenj varovanj narave, pa se to ne morejo ljudje tako razumeti. Zakaj nimamo v naravovarstvu, se ne odločimo, pač tam, ki varujemo, to je varovano območje narave, ne pa da imamo regijske, krajinske, pa so naravni parki, narodni parki, že ime tako podobno, da ga je normalen človek težko razume, da je kakšna razlika v nekem varovanju. Skratka, cel kup enih varovanih območij po Alpah je, ki imajo pa različne stopnje varovanj. In še malo statistike, tudi zelo zanimiva. Po svetu je 6500 narodnih parkov, 400 v Evropi, 13 v Alpah, največji je na Grenlandiji, najmanjši na Sejšelih, Avstralija ima 650 narodnih parkov, Slovenija pa enega.
Biosfernih območij po svetu je več kot 780, zavzemajo 5% kopnega sveta, 4 v Sloveniji. Zakaj to govorim? Zato, ker menim, da so zavarovana območja lahko koncept, kako bi nasploh lahko človek z naravo deloval povsod, ne samo v zavarovanih območjih. Verjetno si ne želimo človeštvo, ko bi imel en narodni park, kot jih imamo v Ameriki, kjer pač razen obiskovanja skoraj nič ni, zraven imaš pa Las Vegas. Skratka, verjetno bi mogli Las Vegas malo prilagoditi temu, kaj je narodni park. No, in zdaj pa prehajam še par besed o našem parku in zakaj je tako pomembno tudi iz tega koncepta One Health. Zato, ker mislim, da je lahko to lep primer, ker v tako majhnem območju, kot so Julijske Alpe, imeti tako visoko biodiverziteto, geodiverziteto, zraven pa še človeka, ki je ustvaril res neverjetno kulturno krajino in za katerega se je treba truditi, da bo lahko v tem območju nadaljeval svoje poslanstvo ali pa svoje življenje tudi z razvojem kmetijske dejavnosti na način, ki bo kulturno krajino vzdrževala, zato ker je pomembna tudi z vidika varstva narave. Jaz imam izredno srečo, da sem pač se pred 21 letom odločil, da bom tudi fotograf, ker to mi je omogočilo, ker prej sem jaz po svetu hodil kaj en bunčk. Skratka, šel sem v hribe zato, da ta prvi gor, ali pa da bom jih čim več usvojil in tako naprej. Ko sem pa začel s fotoaparatom hoditi, sem pa na naravo gledal čist drugače. Ustavil sem se in zgodilo se mi je, da sem razvil, po mojem mnenju, pač res en tak lep odnos do narave, zato ker sem jo spoznal. Če ti greš sam nekam v hrib, skoraj nič ne pomeni, si v enem lepem okolju, ne razvijaš pa odnosa. Naš Triglavski narodni park je gorski park, in ko ti razvijaš odnos do narave, jo začneš res spoznavati na način, da razumeš, da je čisto vse povezano. Da so pač teli fosili povezani z današnjim življenjem. Če ne bilo njih, ne bilo danes nas. Skratka, vse to je povezano. Da ne govorimo o vodah. Vse, kar človek počne, se vidi v vodah. Ko mi spremljamo, kaj se zdaj dogaja z tem, kaj vse vode noter imajo, nekih hormonskih motilcev, farmacijskih dodatkov, ne vem kaj vse. Skratka, vse se vidi. In če mi ne znamo tega varovati, če ne znamo spreminjati odnosa, bomo težko na dolgi rok dolgoročno preživeli. Na majhnem območju imamo izredno pestro geodiverziteto, kaj vse se je na tem majhnem območju dogajalo. Pestrost voda, sotesk, slapov, vodnih teles v dolinah. Tisto, kar pa je meni najbolj odprlo oči v smislu, da je vse povezano, je pa gorski gozd. Gorski gozd, nasploh gozd je največji kopenski ekosistem. Ko ti dojameš, da kako so drevesa povezana, kako drevesa plešajo v vetru, ko vidiš, da je drevo povezano z zemljo, nudi pa prostor tisočim vrstam na enem drevesu, pač dojameš, da je vse povezano in da je res pomembno, da se za vsako drevo posebej, in to imamo srečo, da v Sloveniji še vedno gojimo tako gozdarstvo, se odločaš, ali ga boš posekal ali ne, ali je vredno pač za to, da bo človeštvo se razvijalo naprej, posekati gozd ali ne. Izjemna biodiverziteta na majhnem območju, tisto, kar pa je dodana vrednost temu narodnemu parku in pa Julijskim Alpam, tudi če narodnega parka ne bi bilo, Julijske Alpe bi tole kulturno krajino imela, kako razvijati turizem, naravovarstvo, gospodarstvo na način, da bomo lahko imeli še pašništvo v hribih. To je en tak ključni izziv za naslednje generacije. Še nekaj fotografij na seli v območju Triglavskega narodnega parka, pa seveda tisto, kar ko enkrat stopiš v stik z lokalcem, domačinom, ga poslušaš, on posluša tebe,
Meni so se zgodile neverjetne stvari. Ko sem prišel v službo, so me svarili, pazi, ta agrarna skupnost, tam ti bojo, ne vem, dal vetra, ko bo šel kot naravovarstvenik tja. Jaz nisem imel nikoli nobenih problemov. Vedno smo se pomenili, vedno so povedali svoje želje, mi svoje zahteve, najdeli smo nek kompromis in jaz mislim, da ta kompromis zelo dobro v Julijskih Alpah po Triglavskem narodnem parku deluje. Seveda je pa ena taka dvojnost teh zavarovanih območij. Ravno zato, ker so tako ohranjena lepa narava, je pritisk obiskovanja postal tako velik. Seveda je pomembno, da se ljudje rekreirajo, da zdravo živijo in tako naprej, ampak kako narediti en tak lep konsens, koliko ljudi ali pa obiskovalcev v nekem območju pa imeti. To je pa izziv na področju obiskovanja, s katerim se danes veliko ukvarjamo. In to je nekako taka slika, s čim se Narodni park trenutno ukvarja. Se pravi, varstvo narave pa kulturne dediščine na eni strani, omogočanje obiskovanja, doživljanja pa trajnostni razvoj za prebivalce parka. Ne bi si nikoli mislil, da je tako zahtevna naloga, kako jo to na parku počnemo, bom malo preskakoval. Tole je še ena slika, ki govori o tem, da imamo tudi za naslednja desetletja inštrumente, s katerimi lahko vplivamo na to, da se ne samo Narodni park, je to zeleno na sredi, ampak tudi biosferno območje okoli, pa tudi biosferno območje pa naravni park čez mejo. S tretjim naravnim parkom Dobršce pa že dogovarjamo, da v bistvu širše območje razvijamo s konceptom, ki ga ima Narodni park. Pomembno je to zato, ker to je pa ena slika iz 70-ih let, ko je naš velik Narodni park nastajal, ko so bile ideje o velikih smučiščih znotraj parka, tole, kar je rjavo, o letališčih znotraj parka. Skratka, zato je tako pomembno, da imamo pravni sistem varstva narave, da neke ideje, ki se v enem obdobju razvijajo, da jih lahko preprečujemo. Bom preskočil na najpomembnejšo temo, ki jo v zadnjih letih se z njo ukvarjamo. Skratka, mi imamo v Triglavskem narodnem parku zakon, ki določa, kaj se sme v tem prostoru sploh posegati, katere dejavnosti v tem prostoru se lahko izvajajo, ampak zakon ni dovolj. Tisto, kar ne znamo z zakonom rešiti, potem si pomagamo z načrtom upravljanja, management plan, s katerim za 10 let načrtujemo, na katerih področjih se bomo najbolj ukvarjali. In v zadnjem 5-letnem obdobju, rečemo temu, smo se mogli zaradi pritiska obiskovanja najbolj ukvarjati z obiskovanjem in doživljanjem parka in ni bil dosti samo management plan, ampak smo potem si pomagali z akcijskim načrtom, s katerim potem želimo obiskovanje nekako usmeriti tako, da ne bo prevelikega pritiska na pitno vodo, na naravne vrednote. Zato, ker, tako kot sem prej govoril, na individualni ravni noben obiskovalec ne čuti, da je zaradi njega kakšen vpliv na naravo. Če imaš pa ti to milijon ljudi, ki gre kakat lulat, pit vodo in tako naprej, in če to ni dobro očiščeno, imaš pa velik problem. Ne želimo si, da bi obiskovanje, ki je temelj, cilj tudi Narodnega parka, da bi ta povzročil preveliko škodo naravi, pa tudi ljudem, ki na tem območju živijo. Jaz mislim, da to vsi razumemo, ko se s tem ukvarjamo. Turizem, naravovarstveniki, lokalne skupnosti, tudi država. Ampak jaz vam povem, da je to tako težko kakšnokoli premakniti, da je res včasih zgubiš energijo. Tako smo si nekako sisteme spostavili, da je res težko premakniti stvari naprej. Skratka, ne želimo si tega, zato smo z akcijskim načrtom, ki ga ne bi razlagal, smo si nekako dali cilje, ki jih že izvajamo in bi sam pokazal nekaj primerov, ki smo jih naredili in sicer skupaj z lokalnimi skupnostmi, deležniki v parku, smo tisto, kar je rdeče, smo že zaprli promet v nekatere doline, nekatere planote. To so bili ekstremno težka
pregovarjanja, v katerih še enkrat grem nazaj na začetek. Pač kot biolog, geolog nimaš teh znanj, ko prideš na sestanke in moraš komunicirati tam z 20 deležniki, ki jih moraš prepričati. Zato bi mogli tudi v nadaljevanju v izobraževalni sistem vključevati več komunikacijskih, družbenih, recimo tudi filozofskih znanj, ki bi jih mogli imeti tisti, ki upravljamo s tem območji, da bi lažje prepričali ljudi, zakaj je to tako pomembno. No in prehajamo iz nekih čisto povsem odprtih območij v neke zaprte cone, ampak sam tam, kjer je iz vidika naravovarstva najbolj pomembno. To so neke mirne cone, doline zapiramo ne na način, da noben ne sme not, ampak da jih gre not samo to, kolikor je nosilna zmogljivost te doline. Izven parka gradimo parkirišča in iz polno avtomobilov gremo v svet, kjer lahko kolesariš, hodiš, se rekreiraš, ne pa da se voziš z avtom okoli. In kar pomembno vpliva tudi na zdravje ljudi. To delamo z principi izračunavanja nosilnih zmogljivosti, ki jih uveljavljamo v prostoru. Namesto tega pridemo potem na urejen sistem, kjer je bistveno manj ljudi, kjer je reguliran pristop, je pa res, da je manj svobode, moraš se prijaviti, je rezervacijski sistem in tako naprej. Urejamo, saniramo poti, ki jih je človek naredil, jih usmerjamo, interpretiramo, skušamo vzpostavljati oziroma omogočiti ljudem, da vzpostavijo odnos do narave. Čaka nas pa še marsikaj. Zaključujem s tole fotografijo Triglava, narodnega simbola, najvišje gore v Sloveniji. Verjetno si noben ne želi, da tamle udar strela v tole kolono. Jaz mislim, da moramo pristopiti tudi v nadaljevanju k temu, da mogoče pa to ni nekaj, kar si želimo, čeprav je to za zdravje ljudi res pomembno. Hvala lepa.